Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji smo se kar sami povabili v dom starejših občanov na Izlakah, v sobo, kjer zadnja leta, zadnji 2 leti živi naša tokratna sogovornica Ivanka, sicer pa Ivana Šparlek. Dober dan, gospa. Vaše življenje je kar precej pestro. Seveda bomo govorili tudi o vsem tistem, kar se je vašemu očetu zgodilo v času, ko je skupaj z generalom Maistrom Sloveniji priboril kar nekaj ozemlja. Ampak bova šla še malo nazaj v družino, očetovo družino, od vašega očeta. V kakšni družini je on odraščal? Oče je bil nezakonski sin. Živel pri tujih ljudeh. Zlatopol je tukaj gor, nad Lukovco gor je bil pa pri raznih kmetih doraščal. Do tistega časa, da je bil enkrat tukaj, da je šel gor v mlin tlele Na Izlakah? Prosim? Na Izlakah? Ne, Lukovici? pri Kamniku gor. Pri Kamniku. Tam gor je bil, tisti konc je bil delo. Kateri letnik je pa bil oče? Ata je bil, čakajte, mama je bila 3, oče je bil pa 4 leta mlaj. Aha. To. In kako je on dočakal to prvo svetovno vojno oziroma konec prve svetovne vojne? On je bil prostovoljc. Kako je najdel, da je prostovoljcem lahko šel, ne vem, kako so to organizirali, se pa nisem zapomnila od njega. Maistrov prostovoljec, ne? Ja, borc za severno mejo prostovoljc je. In je kaj pripovedoval o tem vam otrokom? Meni je pripovedoval lepe stvari, da je bil od Maistra, kako je bil discipliniran, zahteval disciplino od vseh. Oče mu ni drugega, ko je nam moj pucal, pa take delo, pa ga je zmeri pohvalil, da je lepo ga spucal, da mu ga najlepši spuca. Kako pa je bil vešč tega dela s konji? Ja, gotovo je mogel še kaj drugega, jaz ne vem, kaj so hlevi, ampak to mi je ata posebej poudaril zmeri. Ja, zastoj nisem jaz generalu Maistru konj napucal, ki je včasih mene krego, če nisem čevlje dober mu spucala. Da je rekel, da se morajo svetiti, kako so se Maistru škorni svetili. Pa imamo same ne čevlje, mogoče pa dvoje, kaj vem, no. Se je kje spominjal, kako je bilo, kako so tiste akcije osvoboditve pa zavzemanje tega slovenskega ozemlja potekale? Ja, se je spominjal, je tudi mene prosil, pa že sem jaz začela voziti, fiča smela. Da sem ga jaz peljala, kolikor je mi se je spomnil, po tisti pot, ke dol do, kaj že bi dol, Radkensburg, tam dol, Po teh krajih? Radgona, ne? Radgona, to je bilo so šli ke dol čez. In sem ga peljala tlele gor, čez Mežico, Ravne na Koroškem, čez Velenje, vse to dol po tisti pot, ki so hodili. Je kje ohranjal stike z generalom Maistrom pa s tistimi svojimi vojaki, ki so bili skupaj? To pa ne, veste, to je bilo premalo časa za te ljudi. Ampak potlej, ko so enkrat začeli delati na tem, da bi te Maistrovi borci, zakaj niso nikoli dobili nič, potlej pa so meni, da dobili nekaj malega. So jih niso hoteli sprejeti jih. Naša vojska. Koliko časa je pa živel oče vaš? Kdaj je umrl oče? Malo sem gluha, to sem pa. Ja, bil je star, čakajte, 86, 84, 86. Ga leta je potem. Je bil vesel potem, ko se je malce več začelo govoriti o generalu Maistru? Ja, zelo je bil zadovoljen. On je bil pa en satler, tudi če od tistega Ivota Satlerjega oče je tudi bil. No, to sta bila, za te dva jaz sem pa Hauptmann Žani tudi, za te jaz vem, no. So se strašno borili, da bi nekaj dosegli, no. Ampak pa je pa čas prišel, so pa le nekaj dobili, no.
No, bi bil pa verjetno, če bi še dan danes živel, verjetno bolj vesel, ker zdaj pa je ta pomen generala majstra tukaj je pa tale Štern skrb spravo v Zasavju, ne? Zasavju. Jaz sem njega iskala, ne vem, če vam je to povedal. Ne, ni. Ni vam. Kako je prišlo do ustanovitve v Zagorju? Jaz sem za to organizacijo slišala za tole, pa sem mislila, kje je zdaj ta pisarna, da bi jaz najdela to pisarno. Pa grem pa k temu, na komitej, prosenc. Milošu. Ki je pri borcih. Je rekel, to bo pa Emil vesel, pa je kar naslov, sem jaz povedala, mu pa telefonsko dala, pa je klical gor Emila, pa mu povedal, Emil prišel k meni, enkrat sva se zmenila po telefonu, kdaj bo prišel, sva naredila vse moje sestre, pa bratek sem še imela, pa nečake so tile naslove dala mu in to smo vsi člani zdaj. Vsi ste se potem včlanili? Vsi smo se včlanili vsi. A ste bili tudi na ustanovnem kongresu? Tudi. In ste potem vi tudi potrdili tudi Emila Šterna za predsednika, ne? Še prej so bili pa drugi, ne? Pred njim, ne? To pa ne vem, najbrž, ja. In tudi on vas še zdaj obišče, tudi... Ja, on pride, on je zelo, pa tudi, če čistko rečem, če potužim eno reč pa drugo, pa mu kar upam mrske zaupati. No, zdaj greva pa še malce nazaj. Potem, ko se je oče vrnil iz teh akcij z generalom Majstrom, je počasi začel tudi sam ustvarjati družino. On se je najbrž zaposlil, čakajte, ne vem, ko se reče, na Viru, Mlini je tam del. Najbrž se je tam gor zaposlen bil. Vem, da je na Mlini, ne? In potli je pa seveda pa že se pripravil, da bo se ženil pa tako naprej. Kje pa je ženo spoznal? Mama moja je pa tudi tle bliz Lukovce, no, se pravi, Vrba se reče. Bil je oče od nje, bil pa župan. Zdaj vam še tole vam povedala. Je velikrat mama jamrala, kako je rekel, velikrat naprej vrgel, so me tvoji brati z vilom lovili, ki je ata hodil vasovat, ne? Pa ni bil ta prav? Ni bil ta prav, je bil tisti pa brezdomc, brez očeta, ne? Najdenčkal, kako je bilo, to ne vem. In so ga odgajali še in še. Pa se ni dal? Ne. Micka je bila kar župana, bil župan takrat. In mama je pa Micka? Mica je bila, Mica je rekel. Županova Micka, ne? Županova Micka, ja. Ata je bil pa Johan, interesanten. Mama se spomni, da ga je Johan klicala. In potem je kar kmalu, 25. leta ste vi prišli na svet, kot prva. Jaz pa še sem bila rojena v Ljubljano v bolnici. Tukaj je bila mama, ki je bila županova Micka, se je lahko šla v bolnico, ne? Je bila privilegirana. Privilegirana bila, ja. Ali pa je mu denar ata, ker je bil zelo šparan. Lahko je ata, je mu denar prešparan. To pa ne vem, to pa zdaj ne vem. Se je bal za svojo Micko, ne? Da je sam plačal, ja, ne vem. In vi ste bili potem prvo dekle v družini. Kako je šlo pa potem naprej? Pa je bil pa brat, je tudi že dolgo pokojni, oče od tile nečakinje. Ki je bila prej pri vam na obisku, ne? Ja. Te pa tudi bil tukaj te Vrbi rojen, no od tam smo šli pa tukaj gor pod zid. Kjer je bil rudnik Antimona. Ja. No, tam so bili pa potem še, vi ste imeli vse skupaj, vas je bilo 8 otrok. Sestra Monika je tam gor rojena. Monika. Od tam smo šli pa na Izlake tlele. Smo bili tle gor doma, pa je ata pa dobil del pri rudniku. Se pa s kolesom dol vozil rudnik, skozi, pa je bil pa tle gor še brat Janez je bil, pa sestra Mata, pa sestra Malči. No, najmlajša sestra je bila pa potli že v koloniji gor. Krogarjeva kolonija. Krogarjeva ata dobil skozi Pridnost, ki je hajer bil, že ne to delovno tisto staršjemu, da je lahko napredoval, da so mu stanovanje dali.
Kakšno pa je bilo življenje? 8 otrok je bilo, oče je delal, mama je verjetno bila doma. Doma, kaj pa kam, pridna oba sta bila, oče je bil priden, da vam ne morem povedati, tukaj je bil priden. Tako da jaz še zmeraj rečem, da priden roke bi oče dal. Ja. No in kje ste pa dočakali potem drugo svetovno vojno? Ste bili takrat na Izlakah doma? V Zagorju. V Zagorju že? 36 leta smo prišli, ta mlajša sestra se je v Zagorju rodila. V Zagorju smo bili 36 leta, no pa je pa vojska 41 bila. Oče je bil v partizanih? Ne, ni bil, oče pa ni bil. Je delal v velika rudniku? familija bila, veste, so to. Brat je pa bil, brat je pa šel kot 16 let star. Zelo mlad. Mlad, zelo mlad. No, vam se je pa zgodilo, kaj se je zgodilo leta 1942? Kaj se je takrat zgodilo? Jaz sem takrat bila zaposlena v tisti tovarni, za vojsko se je delal. No in v tam sem imela na dni dopusta. Pa je bilo pa jesen, pa ata rekel, Ivanka je rekel, pet kostanj, boste kostanj nabrali, da bomo imeli za jeske, nekaj bo težava. Sem pa rekel, ata, jaz pa nagrem nikamer, nagrem, spalena je rekel, takole. Sem rekel, zdaj pa še slišal, da so kiro babnico z partizani vzeli. Je rekel, ata, kdaj sem slišala. No, ampak pa pri tem ostali, jaz sem mogla gledati, kaj sem pa upala reči, da nagrem, da sem lena. Nisem hotela biti lena. In ste šli na avtobus? In smo šli na avtobus, srednja proga Zagorje Cele. Pa smo šli te fantje z kolonije, eden je bil celo 11 let star, ki je bil zraven. Pa redna proga je bila, ne? Mi smo bili, ne vem, koliko nas je kaj bilo, no? Da je mnogo, glih štet nas, koliko nas je bilo. Pa ena teta je tudi bila. Pa smo cel dan na Uranskem goru v tistih hribih kostanj nabirali. Sem imela velik rukzak kostanj, veliko nabrala. Cel dan lačna bila, nič za jesti, ne za piti, nič, sam kostanj nabirala. No in pa smo šli pa domov, na Uranskem je bila tema, tam smo šli na avtobus, se tla na Trojane pripilemo, so pa tam iz Šengutarta sem prišel en fantik, so li potrjeni v nemško vojsko. In pa dohtar je bil tiste policije, pa so pa pjan bili seveda vsi. Mi gremo po klanci dol, tam pa tistim ta hudem ovinki dol, je pa šofer za pelat mogel, je bilo na cest prepreka, da tam bi mogel šofer ustaviti. Ker pa ni ustavil, so pa napadati začeli pa skuske dol do doline. Kdo? Partizani. Najbolj so bili ti fanti organizirani, so gotovo mogli imeti. In kaj se je zgodilo? Ja, noter je bilo 6, je bilo mrtvih. V tistem avtobusu? Vaših znancev? En fantek je bil še 11 let star. Znanka je bila pa ena gospa je bila, ena Stanke tuva iz Zagorja tudi, je tam na Uranskem gor prišla. Čakajte, zdaj pa en Inov mesar je bil, sestra njegova, en delavec, ki se je na rudnik peljal na šiht, je bil tudi mrtev. Pa en nemški vojak. Tudi mrtev? Pa od tistih dohtar, pa ne vem, en policaj nemški. Bil je pa baje iz Cela doma, en mantel, no, da na tej strani mrtev bil, na tej strani mrtev, jaz pa na sred. Kaj se pa vam zgodilo? Tule sem dobila strel. Mimo hrbtenice? Mimo hrbtenice, da vam kar pokažem, tam, ja. Kar pogledajte. Aha, se vidi, ja. Da je mehna luknja, takrat je pa velika. Ja. Ampak vi ste takrat bili pripeljani v bolnico? Kako je bilo? Avtobus nas je pripeljal do Orehovca tla gor. Tam pri Jekun se reče, je avtobus zapeljal, tako da ga je naslonil, so bile gume prazne, naslonil je namejal ga, nismo šli noter k Jekun, v hišo nas so sprijeli, ker nas je lahko šlo, ne? Da smo tam počakali, da je policija gor prišla. Vi ste bili pri zavesti? Pri zavesti, pri polu zavesti, do zadnjega.
Koliko vas je bilo pa strah takrat, Ma mrtvi nič ne. Ne. Nič, pa tudi čutila nisem. od adrenalina verjetno? Ne vem, pravijo, da nas čuti strela. Tako, no, tako so mi rekli. Ampak potem ste bili pa pripeljani domov ali v bolnico? Ne, domov naravno z džipom so nas v Trbovlje v bolnico peljali. En kukuč Korl je bil tudi mrtev, no pa tisti fantek, 11 let star, so bili gor v koloniji, sta bila mrtva. In v bolnici so pa gotovili, da so kar hude poškodbe, ne? Ja, pa so pa tam seveda, ja. Naboj je bil dum, kako so rekli. Rekli so tako, no. Zdaj imam en šplitar, imam še zdaj noter. Aha. In je znotraj V obrazu se je. veliko škode Ja, naredila. v obrazu se je, ni nič navarno več. Koliko časa ste bili pa potem v bolnici? V bolnici bila 2 meseca, 3 mesece nekaj. Me je tukaj teklo iz trebuha, ni bilo ne penicilina, ne transfuzije. Aha, Ni bilo. nič. 2 meseca se mi je gnojil obup. Obup, ne? In takrat so vam že povedali, da so tudi rodila poškodovana, da verjetno ne boste morali imeti otrok To pa ne, to sem jaz poti. kasneje. Jaz sem bila poti, ker sem bila zaposlena med vojno dol, ne, sem bila poti na komisijo poslana v Graz, enkrat pa na Dunaj, 2-krat, Med da so vojno. mi ugotovili invalidnost. Aha. In na podlagi tistega sem že jaz takrat nekaj dobila. Ne vem, koliko marke sem pozabila to. Kot Ne. nemška Kot državljanka. nemška državljanka, seveda, vsi smo Takrat bili, ne. so bili vsi. Ja. Kako pa je bilo potem? Se je potem rana zacelila, je še kaj teklo ven? Ne, je še bilo, so bile težave, pa ko je bilo med vojno tudi, moram še to povedati, kako so skrbeli za nas ranjence. Mene so poslali na Semering, so rekli Erholungslager, na Na zdravljenje? pulen tak, no. Zdravilišče? Ja, tako. Za mladina je bila. In je mene v Zagorju prišla na sestra od Rdečega križa in je mene spremljala skozi do Dunajskega Novega mesta. Do tam sem pa spet mogla gor, da sem v Severing prišla, v Gutenstein, Urgesbach, in Gutenstein je bilo, no. Se še dobro spomnim. No in tam sem potli, velika familija je bila, hrane ni bilo, mama mi ni imela kaj dati. Mogla sem pa dieto imeti, ne, še malo. Zaradi te rane. Ja. No, že pred vojno ste pa svojega kasnejšega moža poznali. So bile take simpatije, ne? Najprej iz njegove strani? Moja ne. Najprej z njegove strani? Ne, moja, z njegove pa velika. Res, tako, no. Ste malce pojamrali enkrat mami, ne? Da vas eden fant kar naprej gleda, ne? Ne vem, no, kaj vem. A to je bilo še pred vojno? Pred vojno. Sva si pol dopisvala. Tudi, on bi mogel tudi takrat iti gor tlele v Šengotard, lumpat, ki je bil potrgen. Vidite, da sem se zdaj spomnila, pa ni šel. Aha. Drugač, Bog ve, mora biti še kaj vem kako. On, Slapar se je pisal, ne? Ne, Šparlek. Šparlek, pardon. No, ta. In on se je pa potem, je pa bil v nemški vojski. Nemški vojsk, ja. 42. leta je šel v Italijo. Ja, ne vem, kaj je bil, v Franciji tudi bil, menda, pa na Češkem tudi bil. V Franciji je bil, vem, kaj še meni, take ljubezenske pisma, pa karto pisal, srce pa, kaj vem, kvak, nisem še nič videla, ne, za tiste cajte. A torej med vojno vam je tudi pisal? Med vojno, je vedel za to vašo nesrečo? Ja, vedel. Lih Je to je vedel, zdaj zvedel. da si dopisovala? Lih, oni so mogli iti v vojsko, ne, jaz pa bih v bolnico, no, to je bilo takrat, vidite, to se zdaj spomnim. Vas je obiskal kaj? V bolnici ne, ker je moral iti. Je mogel iti. Je mogel iti, ne? No in videla ste si ves čas dopisovala, ampak njegovo enoto so ujeli ali pa so se pustili ujeti Ja. Američanom Američanom, v Neaplju ja. in od tam pa potem v... Ameriko, da 6 tednov so potovalke na morju bili. 6 tednov je rekel, da ni celine videl. Kot zaporniki, vojni ujetniki, Vojni ujetniki. ampak tam niso delali grdo z Ne, njimi. tam so
je bil dober, on je svoj poklic, pravi krojač je bil po poklicu. Ja, tistim oficirjem ali kaj so bili delu še kaj pa še kaj zaslužil, vse sem povedala, da smo kuhinjsko pohištvo kupila. Vidva sta si tudi, ko je bil on v Združenih državah Amerike, sta si dopisovala. Dopisovala In skozi. kaj je on vedno napisal na koncu? Moja draga, Ljuba bodoča žena, bodoča žena. A tako je napisal. Kaj so pa doma, mama, oče rekla na to? Ma nič, Kaj ste to bolj skrivali? So bili veseli, da bom šla od doma. Ko sem jaz šla od doma, ko sem se poročila 46. leta. Veste, kakšna revščina je bila pri nas v tistem kolonijskem stanovanju, 8 ljudi noter v eni sobi spat, 8 ljudi. da so komaj čakali, da sem šla od doma. Bili smo pa čisto 2 leti naraz, ne. Je bila bolj skromna hrana takrat, ne? Oče je Se bil... kaj spomnite, kaj je bilo za zajtrk, večerjo, kosilo? Spomnim se, nič, nismo, pardon, spet nekaj delam. Nismo bili lačni, zaradi tega, ker je bil oče pa mama pridna, delovna. Kaj ste pa imeli za jesti? Ja, vsakih močen, vsakih polijento zjutraj, včasih mlečen kofe, pa kruh. Kruh je bil zmeri pri hiši. Kdo ga je pa rezal? Ja, smo ga pa kar sami tudi džihar. A ste ga To pa lahko? ni bilo še tista disciplina. To pa res, da ne, to se pa ne spomnim. No, Ne lepo. spomnim, sam spoštovati ga je bilo treba, kruh. Kruh. Pa ga še danes napušam, tako kot recimo. Pa starše tudi spoštovati. Ste A, jih veste, da. vikali takrat? Prosim, Ste jih vikali? ne, tikala. ste tikali. tikala. So pa nekateri vikali. Ja, to pa že bilo, to pa. To mame se moje spomnim, ne, da je staro mamo vikala, ne. Pa starega ata se tudi vikala, še tudi mama mu je rekla, ata vi, ne. Starno ato. Staremu atu. Očet od mame. Kako je bilo pa, recimo, ste bili iz verne družine, ste hodili v cerkev tudi? Mama je bila, ampak spomnim smo to na Izlakih bili doma, se še spomnim, da se zrihtala tisto obleko za v cerkev, ki sem imela za poroko, sta imela lepe obleke. To se pravi, da je jem od narata, da je lahko napravo to imam. Lepe obleke, kvalitetno. Se zrihtala, pa šla pa romaž zmeri, pa gor vstajeni se spomnim. No, malo, ko smo bili 3 otroci, tudi Božič, mogoče se je malo praznoval, ampak kaj posebnega pa ne. Bolj skromno, kot Bolj je danes. skromno, ja. No, kdaj se je pa potem vaš oče Hvala, oprostite. vrnil iz Združenih držav Amerike? 46. leta, lik sem rekla, da ne bo obletnica. Moram prav pogledati, ki je prišel. Se je tudi ne z letalom, z ladjo verjetno. Ja, ne vem, koliko časa so potovali sem. Čez vse države, kaj vem, kot so šli, naprej, da so prišli. Kako pa je bilo potem, ko sta se srečala? Jaz nisem bila zagledana že enega drugega tudi malo. Tako da nisem se nadejala, da bi res prišel, ne. Tiste pisma so bile, kaj vem. Ker mama je rekla, da bo verjetno ostal kar... Ja, mama, možova je rekla, ne. Možova mama. moževa. Je rekla, da bo verjetno tam ostal. Jaz pa potem sem pa tako negotovost bila. Če sem imela priliko na ples, ali pa kaj, sem tudi šla. Kam ste pa hodili na ples? Tudi v Medijske Toplice? Tudi na zadnje sem bila gor na zeleni travki, je bilo pa že konc vojne. Je pa gor bila, ko so že rekli? Ne vem. Zadružni dom? Kako so že rekli? Tisti veselic pred povojni. To pa ne vem. Ja, te ste že pozabili. Jaz tudi ne. Plesa je bilo veliko. Veliko plesa, ne, na zelen trav. In vi ste bili takrat 46. zagledani v drugega, potem pa se je prikažal vaš Šparlek. Ja, seveda. Pa sem pa... Je bil kaj drugačen? Ja, je bil. Starejši, ne? In se je pokazal še zmeri, prvodovnik je delal, tam je so po miru obleke delali, pa je tudi meni naredil, pa je tisti majster je mu kak blago še prišparan, prišvercan, pa je meni tudi kaj naredil, ki niso drugače dobili, ne. Takrat ni bilo po vojni, ni bilo nobenega blaga, ne. Sta se kmalu potem vzela, sta dolgo? Še tisti let. Še tista leta? Še tisti let. A potem je ratala ljubezen?
Pa operatorja. Pa operatorja, ne? Ja. In kako je bilo? Ste takrat že vedeli, da verjetno ne bosta mogla imeti otrok? Nisem se zavedala nič Ne. tega, ki pa potli. Veste, nismo bili tako razgledani, kot zdaj, ne. Jaz recimo mama, ki je bila ta mlajša sestra mehna, Siša pa veste, da je ta najmlajši, ne. Jaz pa tukaj, da nisem poznala mamo, da je noseča. Aha. Kaj pa sploh ne. Vem, sem jokala, naenkrat je ni bil mir več v stanovanji, ata sem pa, kaj se zdaj dogaja, no jaz sem nič vedela, Je ne. mama rojevala? Ja. Pa prišla babca se, pa je pa jokala kot dež. Potem pa spet mirkat mogla, Aha. pa delati. Ata pa rekel, Janka, kar pridna bod, ti bom snežke kupil. To so bile take gumnaste snežke, take za povrhu. Za sneg? Pa montel ti bom kupil. Sem si mislila, ne eno, ne drugo ne bo. Vsaj eno bilo od tega. Pa ni bilo? Pa ni bilo. Ni bilo, ne? Ni bilo. Pa mu Ni niste bilo. zamerili? Ne, kaj pa, to pa nikoli ne. Nikoli? Je bil dober oče? On je bil meni vzor človeka. Mama tudi rada, ampak ata je bil. Ste bili veliko z njim? Je imel čas za vas? Ste se veliko pogovarjala z očetom? Pogovarjala, sam sem bila bolj malo skupaj, veste. Potem jaz sem šolo, ata je zmeri še po šihti, je kam hodil z njo les obtesati. Je tudi grušče delal za kolonij tam dol, za hiše. Je tisto vse znal. Pa tudi ne vem, kje se je naučil pisati, pa računati, ker tam sem mogel tudi računati. Tukaj vem, da podpisati se je pa dobro znal, ne? Aha. Da tukaj je pa hodil v šolo, da se je naučil pisati. To se mi je čudno Vi ste zdaj. pa tudi hodili v šolo? Jaz sem pa v osnovno šolo hodila, je bilo pa tudi slučaj revšna, kakršna je bila, ne. Sem hodila, en Obersteiger je bil v Zagori. Vodlan se je pisal, to je znan bil rudnik. Pa je pa očeta mojega, ti je rekel, imaš punce doma, imaš kiro, rekel, da pri nas bi nucali eno. Ata seveda pred mene dal, ne. Ivanko. Pa sem bila jaz pol tam pri njih. No in tam sem jaz te prve solde dobila, pa Vodlan. Za 80 dinarjev sem delala cel mesec, hodila, seveda, tako so bili uradniki, so bili gospodje, ne? So bili? Ja, so bili gospodje. Sam je bil tale Vodlan, ta Obersteiger je bil zelo fajn človek. Za spoštovati ga. Tako da Nimate slabe spomine? nimam slabih spominov. Kje sta se pa dom ustvarila z možem? To je bilo pa težko. Jaz nisem mogla doma biti, pri njemu nisem mogla biti. So me starši od moža vzeli, pod streho v eno sobo. Pa so oče pa mama, ne, pa čez en cajt je še ena teta prišla, ne, pa midva sva posteljo noter imela. No, in tam so potem nekaj mesecev bila, pa sem pa le sforsirala en tako najemniško stanovanje dol v Dolini vas nek. Tako se je pol začelo počasno ustvarjati. Sta bila oba zaposlena ves čas, vi ne? Ja, priložnost, nisem imela poklica, je bilo težko. Pred povojn pa veste, da ni bilo zaposlitve. V kakšnem obrati, v kakšni mlečni restauraciji ali pa v kakšnem gostilni še lahko dobil. Drugače pa ni bilo, poklica pa nisem imela priliko jeti. Nisem bila ta najslabših za učiti, ne. Pak ni bilo, nisem mogla se služiti. Med vojno ste bili telefonistka, ne? Med vojno sem pa potli naredila, sem pa Hrudnik šla, so me dali, da sem tam mogla narediti en preizkušnjo, ne, poskus seštevati celo rajdo, takole rajdo, seštevati na roke, kaj pa sem jaz se dvakrat zmotila, ni šlo. Potem sem pa gor v telefon si mi v central dobila. Delo. Ja. Tista telefon kamera je bila, ali kaj je bila, ko se rekla. Taka koromara. To ste se pa naučili potem? Pa sem se naučila štepsel, nisem rekla. Do konca vojne?
Pa sem pa tam bila, ja. Aha. To No, pa se- kje pa je mož delal potem? Mož je pa čez dol, ki je bila na Deloza, dve tiste fabrike so bile. Pes je pa delal pri tistem bivšem majstru, tam, ki je on se izučil, pa ga je pol vzel. Na svoje pa ni nikoli Na bil. svoje pa potni že enkrat, gor pod Kumami je imel delavnico. Pol že enkrat se je tole začel. Ste mu kaj pomagali? Ja, sem pomagala, kar seveda, kar sem lahko. Ste znali tudi višivati? Nekaj sem na roke, sem znala. Malo je naučil. Glede na to, da nista imela otroka, sta kaj razmišljala kdaj, da bi o kakšni posvojitvi? Ne, Ne. nisva. Sta se čisto zavestno odločila? Čisto se zavestno, midva so se, resno. Ste se imela rada? Rada. Pa sem jaz vozila, mož ni vozil, sva se ja? vozila, jaz, mož pa ni vozil, vozil se pa zelo rad. Pa je v delavnic bil, namesto da bi šel v delavnico, midva v soboto zjutraj ob enih dveh, ki je takška v avto se vsila, pa so se prke Muri pelala, Sta uživala? so uživala. Sta veliko sveta videla? Ja, Slovenijo sem kar prečesala. Jugoslavijo pa tudi? Jugoslavijo sem pa v Beograd hodila, dol je sestra živela, je bila poročena z enim oficirjem, ki je bil telesna straža maršaloga. No, sem dol na Dedinje hodila, pa tako. Prej sva se pogovarjala, da človek nič ne nese s sabo, ampak je pa dobro, da pa ima spomine. Da so Spomini ostanejo. Eno pa drugo reč pogledam, so spomini. Kaj vem, kaj spomini so, no? Ja, denar ni to. Ne, ni. Dobro je, da je. Šparati je treba zveri, jaz vam povem. Nikoli nisem tukaj imela, da bi rekla, to ne bom pomislila, kam bom denar dala. Nikoli ne. Koliko časa sta pa bila vidva skupaj, če se ne motim? 60 let. 60 let. To je biserna poroka Ja, potem? pa ker nisva. Ja, nisva, ja, ne vem, pa sem že pozabila, zakaj. Nisva, ne. Zlata pa je bila? Ja, pa da. Tista pa bila? Fešta? Ja. Aha. A sta rada plesala? Vi ste Rada dejali, oba, mož je oba? plesal, mož me je naučil tudi. Mož me je naučil plesati, vse me je naučil. No. Kje sta si pa potem dom ustvarila, tisti končni? Kje sta živela potem? Končni dom so pa starši od moža umrli, pa sem se jaz ta gor v Klonina, okrog Reve 3, uredila. Sva se uredila, no, sem malo obnovila, zdaj, ko sem bila sama, sem še fasado ven dala narediti si, da sem še oblekla, da je bolj topel. Koliko časa pa je nazaj, ker je mož umrl? 13 let je bilo, tudi ta mesec, 5. 6. 96. Bolezen? Zaradi bolezni? Bolezen. Ja, poklic je imel takšen, pa kadil je veliko, ne bi smel. Vi niste nikoli kadili? Me naučil, ki je iz Amerike Chesterfield prinesel, pa Kemel. Pa Ni šlo. Ni Ni šlo. bilo cajta. Ni bilo cajt sedeti, pa da kafe pila, pa kadila. Smo jeti. Nisi mokrih krb dobil takole na vozičkih, ki jih zdaj tukaj pilejo. Pa ni treba nič roke vtakniti noter v vodo. Kar gor natakne, pa briše. Včasih smo ga pa, ne. drugače je bilo? Ne? Drugače je bilo. In ko primerjate tisto življenje, recimo že pred drugo svetovno vojno, pa potem po vojni, zdajšnjim, zdaj ste se vi recimo naučili na te pametne televizorje, naučili ste se na mobitel, ne? Na mobitel še ne, naučila sem se pa veliko, počas pa se veliko nabrali. Imam kar nekaj, berem veliko rada berem. Ni bilo to nikoli mi škoda denarja dati. Vas je pa kar malce strah tega napredka, ne? Prehitro gre vse skupaj. To pa je, to pa. S tem se pa ne strinjam jaz. Ne. Ne, prehitro gre čas, to ni dobro, ne. Ni. Koliko časa ste v tem domu na Izlakah? Zdaj bo 2 leti septembra. Vse starejše ljudi, ki nekako še živijo skupaj s svojim možem, recimo, ali pa z ženo, svojo družino, nekako jih je najbolj strah, ko bo prišel čas, da je treba iti v dom. Ste vi tudi kaj o tem razmišljali? Je to težko odločitev? Nikoli nisem razmišljala o tem.
Do zadnjega, jaz sem še mislil, sem tlele gor prišla, ko sem jaz shodila, ko so me tlele na noge postavili, jaz sem takole sem nosila roko, takole hodila, brez vsega, ne. Sem rekla, vse bo bolj, pa sem bila bolj in bolj, sem rekla, da sem šla domov, sem šla hmal domov. Pa ni šlo, pa so mi, drug so pa vedeli, ne, da le ne bom mogla, ne, da zboljša se mi je tudi, da sem saj lahko se sama, vsaj delno se rihtam sama, umivam in to delno sama. Da sem enkrat tukaj deleč, je pa kar v redu. Zdaj sem se pa sprijaznila, veste. Sem se sam, to nuca čas. Je potreben svoj čas, ne? Res. Pa tudi spoznanje. Vi ste prej, ko ste bili sami doma, ste parkrat padli. Ja, se to je bila nevarnost, zaradi tega sem tla gor. Potem se niste mogli pobrati? Ja, pa je pa nevarnost bila, da bom še padla, pa da bom še kaj drugega naredila si, koliko zlomila ali pa kaj, ne. Sreč nisem, ampak sem bila pa res, no. Greste kaj na sprehod na izlakah, po izlakah? Gorle v trgovino grem, ko bi šla gorle v cirku, ko bi lahko. No, je pa res kar hribček, ne? Da ste me na tole spomnili, kako je mama vzgajala nas ne kradi, ker ni tvoje pusti. Tole se zdaj spomnila, se na cirku, tole gore še zdaj vidim. Sem se potepla enkrat gor okrog cirkve. Pa sem pa med drugim tudi v cirku zašla, ne. V eni klub je bila ena taka lepa mašna knjižica, čudovita. Tisti iz ribjih kosti je imela platnice. Meni zdaj je bila pa všeč bela, pa sem jo nesla domov. Mama, tisti vid, kje si dobila to, kje si dobila? Povej mi, kje si dobila. Tukaj caj, da sem ji povedala. Je rekla, čakaj, zvečer bova šla kaj gor skupaj, jaz bom odzuli čakala, ti pa notne zdaj nesla, tam kjer si dobila. To je življenjska šola. Niste nikoli več na kaj takšnega pomislili? Poštenost je zlata denar. Pa se vam zdi, da smo zdaj menj bolj pošteni, kot smo bili mogoče v vaših otroških letih? Da so zdaj bolj pošten. Ja. Na debelo se krade. Na debelo, ne? Ne. To ni več, to je zdaj kapitalizem. V širšem pomenu. In kaj bi se dalo, je tudi to kriva vzgoja doma? Malo že, ampak ne vem, če bo kdo kos temu. Preveč se razvija, tudi vse drug življenje je. Drug, ne? Drug način življenja je. Hiter? Ja, prehiter. Drug način, veste, to je prehiter tako dobro bilo, no. Pa če bi vi zdaj izbirali, ne, v katerem obdobju bi živeli, je zdaj življenje lepše, kot je bilo pred 60 leti? Ja, kaj jaz vem, na vsak način je boljš. Na vsak način, to je treba priznati. Zdaj samo v gotovih stvarih je pa preveč široko. Preveč široko. Se ljudje zdaj manj pogovarjajo, kot so se nekoč? Se ljudje manj pogovarjajo, kot so se nekoč? To pa sploh. To ni. Premalo zaupanja, premalo poštenosti, premalo. Premalo srca tudi? Premalo srca, premalo domoljub. Moj dom, moja domovina, moj dom. Zlato. Premalo je majstrov, ne? Premalo je majstrov. Ki bi imeli radi domovino. No in kaj delate vi? Verjamem, da imate kaj tega tistega prostega časa. Rekli ste, da berete radi. Jaz sem že nekaj naredila, ko so na vse moje nečake vplivala, da so člani Majstrovih borcev. Vse živijo, ena je gor pod Šmarno goro, ena je dol, ste vi govorili z Dominiko, ne tam dol v Reichenburgu. Kje so pa še, v glavnem so, ne, da niso to v Zagori. Ampak vsi od zunaj Zagorja pa so člani. Lepo, ne? A ni lepo? Lepo. No. Prej ste dejali, da radi berete.
Revije, knjige tudi? Imate kakšno posebno knjigo, ki vam je všeč? Knjigo, ja, kak lak Brajna imam rada. Ne, kaj težko. Da ne tiste, ne. Revije berem, Zvezdo imam rada, Zarjo imam rada, Nedeljca imam rada, zdaj piše noter, da sem pozabila, kako se je tale igralec, ki so tisti film bil. Sreča na vrvici. Sreča na vrvici, ste prebral? Sem. Ni lepo, ker je rekel, potem je rekel, da ima Slovenko za ženo in to za Gorjanko. Tako. Kje pa ima za Ne ženo? vem. No, dajte Sem mislil, da zvedeti. vi veste. Ne vem. Res je. Je pa povedal, da je takrat po tistem filmu, ko je bilo veliko pisem, bil malce premlad, da bi se zavedal tega, Ja. kako popularen je. Ja. Lep film je bil, ne? Res je. Res lepe stvari smo znali narediti. Vse tudi če zdaj kakšen dober film. Star film ga gledam. Če star, Vesna, Vesna, tudi če nisem petkrat gledala, premalo rečem. pa kakšnega Kekca še vedno, Kekca še, ko še zmeraj rada pogledam. pa Gadi, ne? Ja, to so bile Gadi, ja. Ja. Zdaj ste že 94 let stari, že. Kakšni so vaši načrti? Zdaj, prej ste mi povedali, da 2-krat, 3-krat tedensko greste na telovadbo. Vsak dan, Pa ste razen petka pa ste kar sobota. malce razočarani, ker jih malo pride, ne? Ja. Pa pridejo. Ne pridejo, ampak malo menj pa. Ampak je pa tako ena nečakinja, tisto, ko imam najraj, je hčerko poročila, pa je šla v Lomez živet. Da mora pa kaj dol k njej hoditi, je tudi prijetna vrst, kakor jaz, ne? Aha, ne, se nisem to mislil, na telovadbo, na vajo, jih veliko pride ali jih malo pride? Bolj malo. Bolj malo. Vi pa kar greste. Se bolj počutite po Bolj se telovadbi? počutim, z nogam ne morem, ne vem, kako pa. Na tale kolen sem bila zdaj na terapiji, pa je rekla, ja, mogoče pa boljš, pa sem mislila, nič ni boljš, če je bilo konc. Danes sem bila pa ta drugič na telovadbi, pa čutim, da je koleno vsekakor mačkem boljš, no. Tako da imam kar upanje, da bo drug let bom spet upravičena, da bom spet na vrst. In boste izkoristili to? Bom? Ja, gospa Ivanka, hvala, ne, za vse, kar ste povedali. Jaz upam, da boste še dolgo zdravih let članica Društva generala Maister Zasavje, da vas zdaj še tudi Emil Štern obišče. Ja, naš predsednik. mu želim tudi jaz, no. In bi pričakovala, da mu vsi želijo. Ja, samo. Hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Srca je mnogo stati.